Ja, hvala lepa, čeprav je to za mene kar en manjši izziv. Najprej lep pozdrav vsem gledalcem oziroma poslušalcem. Kaj lahko rečem za sebe? V bistvu sem normalna oseba s plusi in minusi, tako kot vsak, zagrizen športnik, s številnimi poškodbami, tako da sem kar nekaj tega spoznal in tudi sam zdravil kot specialist travmatologije, kar je moja osnovna izobrazba. Sicer sem se pa z donorsko transplantacijsko medicino srečal že koncem študija, ko takrat ni bilo možnosti takojšnje zaposlitve v UKC Ljubljana. In ker sem imel željo po kirurški specializaciji, sem takrat izvedel, da obstajajo neki transplantacijski koordinatorji v naši glavni bolnišnici, ki sodelujejo v procesih pridobivanja in presajanja organov in nekaterih tkiv. In s pomočjo starejšega kolega, ki je bil takrat tudi očetov sodelavec, sem prišel do te ekipe. Takrat je Zavod Slovenija Transplant še ni bil ustanovljen, je pa primarija Jasna Vončina, ki je bila takrat začetnica celotne organizacije, kakršno danes poznamo, že imela sodelujoče 3 kolege, od tega je bil en celo moj kolega travmatolog, druga 2 sta bila pa kardiovaskularna kirurga, dr. Blumauer in dr. Špan, moj kolega pa je dr. Dejan Herman, ki smo potem kot 4 koordinatorji pokrivali celotno dejavnost, za katero danes potrebujemo nekaj dopoldanskih, pa veliko število kolegov, ki to počnejo tudi dopoldan. Tako da sem potem počasih spoznaval to dejavnost bolj iz koordinatorske strani, to je tisto, o čemer javnost še najmanj ve, ker se večino dogodkov dogaja popoldne, ponoči, takrat, ko se išče primeren organ za končnega prejemnika, organizira transport, odide v donorsko bolnišnico in potem naredi odvzem, pa kasneje organizira tudi presaditev. Karierna pot me je potem leta 2016 oziroma začetku 2017 pripeljala do tega, da sem se odločil večino časa delati za Slovenijo Transplant in potem s 1.1.2022 tudi zamenjal dotedanjo direktorico Danico Avsec na tej poziciji. Hvala za to izčrpno poročilo, da si dejansko znamo predstavljati, kaj zdaj počnete. V resnici si tega še ne znamo predstavljati, do tega bova še prišla. Ampak dajva začeti morda čist na začetku za enega laika. O čem govorimo, kadar govorimo o presaditvah? Kaj vse lahko presadimo? Presaditve so zelo širok pojem. To, kar pokriva Slovenija Transplant, je v glavnem presaditev tistih organov, brez katerih ne bi mogli preživeti, poleg tega pa še ledvic, kjer je vsaj za večino neka rezervna možnost dializa, čeprav ne boljša, ampak vseeno, morda za tiste, ki so starejši, vseeno edina. Medtem ko govorimo o presaditvah srca, jeter in pljuč, pa prav pri tistih, ki brez te možnosti ne bi mogli preživeti. Sicer se lahko presaja številne druge stvari, razna vrsta tkiv, tudi kombinacija tkiv in organov, več organov naenkrat. Tukaj je znanost zelo široka, ampak tam sodelujejo specifične veje za določene dogodke, kar se pa tiče prav usmerjenega reševanja pacientovih življenj, pa je tukaj pod okriljem Slovenije Transplanta predvsem presaditev omenjenih organov, poleg teh 4 še trebušne slinavke, največkrat v kombinaciji z ledvico, kadar gre za sladkorno bolezen, ki jo lahko na ta način zdravimo, poseben tip sladkorne bolezni, tip 1. Sicer pa nadziramo še presaditev roženic, te tudi lahko pridobivamo med multiorganskim odvzemom in pa izvajamo v bistvu nadzor nad celotno dejavnostjo presaditve vseh tkiv in celic. Ok, v bistvu precej različnih organov in precej različnih operacij. Ja. Tudi kar veliko verjetno kandidatov na strani, kaj so pravilni izrazi? Govorimo o slovenski pravilni izrazi. To niso donor, kako se temu pravilno govori? Pravilno slovensko rečemo darovalci. Darovalci organov so tisti, ki dajo, so pa prejemniki. Ja, pa rekla pravilno. Nekateri uporabljajo napačen izraz, rečejo donatorji, pa to ni prav. Donatorja se smatra največkrat za nekoga, ki finančno podpira določeno dejavnost, ki daruje v obliki denarja ali pa drugih dobrin, medtem ko tukaj strogo uporabljamo izraz donor za mednarodno izražanje ali pa darovalec za slovenski prostor. Ali obstajajo seznami prejemnikov in seznami darovalcev? Tako je, ja. Obstaja jasen seznam prejemnikov, vsak dan lahko izvemo točno, koliko je čakajočih na določen organ, tako da lahko povem, da včeraj je
čakalo 96 pacientov na presaditev srca, 113 na presaditev ledvice, 23 na presaditev jeter, 10 na presaditev pljuč in 4 pacienti na presaditev trebušne slinavke. Se pravi skupaj 246. V Sloveniji? V Sloveniji, da. To je nekaj normalna številka, ki se več ali manj ne spreminja. Stalno pridejo novi na čakalne sezname, pa letno se operira približno 100 do 120 presaditev se izvede v UKC Ljubljana. Tako da to je neka taka uravnotežena številka, opažamo zadnja leta, čeprav verjamemo, da ob zelo natančnem presajanju, se pravi, če bi res uspeli najti vse tiste paciente, ki tak način zdravljenja potrebujejo, bi bila ta številka lahko še nekaj večja. Seveda bi si pa potem spet naložili več dela z nadaljnjim razvojem donorskega programa, na kar določene ekipe že pripravljamo, ampak trenutno se spopadamo seveda z znanimi težavami v zdravstvu, tako da ne želimo prehitevati dogodkov. A še katera druga bolnišnica v Sloveniji poleg UKC-ja Ljubljana izvaja presaditve? Ne, presaditve organov se izvajajo izključno v UKC Ljubljana, lahko rečemo pri ekstremnem požrtvovanju vseh ekip, ker je to dodaten program na že tako natrpane programe v operacijskih dvoranah, zato nimamo posebnega prostora, nimamo posebnih postelj. Smatra se na en način kot del rednega dela, čeprav je izjemno zahtevno in posebno. Teh dogodkov res ni veliko, kot že omenjeno, približno 100 do 120 na leto. So pa takrat precej zahtevni, ker v bistvu od privolitve svojcev oziroma dokaza možganske smrti pa do končanja presaditve v tem postopku sodeluje tudi več kot 100 ljudi različnih profilov. Edina druga bolnišnica, ki pa izvaja presaditve roženic, ki se jih večinoma pridobiva v Ljubljani, pa med multiorganskim odvzemom tudi v drugih 10 donorskih bolnišnicah, je na očesnem oddelku UKC Maribor. Ostalo vse izključno, kar se organov tiče, vse izključno v Ljubljani. Kako se nekdo lahko uvrsti na listo prejemnikov? Zato, da te uvrstijo na čakalni seznam za presaditev organov, moraš najprej izpolnjevati en kriterij, ki ni v bistvu dober, se pravi, da ne obstaja nobena druga možnost zdravljenja odpovedi organa kot pa presaditev, da so izčrpane povsem vse ostale možnosti. To ugotovi lahko v prvi vrsti osebni zdravnik, še bolj natančno pa specialist, s katerim vas napotijo o poslabšanju vašega zdravstvenega stanja. Naredijo se številne preiskave, poskuša se seveda prej z znanimi metodami, drugimi metodami zdravljenja, ampak ko strokovnjaki prepoznajo, da druge možnosti kot presaditve ni, izpolnjujete kriterije za uvrstitev na čakalni seznam. Je tako, da večina teh kandidatov pride do darovanega organa? Imate morda kakšno statistiko, koliko jih vmes žal ne dočaka darovanje organa? Ja, te statistike se natančno vodijo, pri nas je umrljivost, to je strokovni izraz za to, koliko ljudi umre na čakalnem seznamu, najnižja znotraj Eurotransplanta. Pa kljub temu se zgodi, da letno umre med 10 in 16 ljudi, da ne dočakajo pravočasno za sebe ustrezen organ, ampak glede na število čakajočih, ki so jih prej omenila, je to res nizka številka, mogoče 5%. In kako je pri nas s seznamom darovalcev? A imamo seznam teh ljudi? Kako se lahko opredelimo kot darovalec? Kakšen je postopek? Dejanskega tako imenovanega seznama darovalcev nimamo, ker nihče ne ve, ali bo izpolnjeval na koncu tiste kriterije, da bo zares lahko postal darovalec. So pa v posebnem nacionalnem registru tisti, ki so se opredelili za ali proti darovanju organov in tkiv po smrti. Skrbnik tega registra je prav tako Slovenija Transplant. Dostop do podatka v registru pa je možen šele takrat, ko je vaša smrt dejansko ugotovljena. Na ta način smo odmaknili, saj upam, da enkrat za zmeraj vse dvome o nekih možnih manipulacijah pa teorijah zarote, da nekdo ne bo ustrezno zdravljen, če se bo zvedelo, da se je opredelil proti, ali spet, da bo zdravljen na tak način, da bo umrl možganske smrti, če se je opredelil za. Tako da ta podatek je shranjen dejansko do ure, ko je vaša smrt vpisana v katerikoli informacijski sistem, katerekoli od 11 donorskih bolnišnic, in šele takrat se ga lahko odklene s pooblaščeno osebo s posebno profesionalno kartico in pa številko zdravstvenega zavarovanja umrle osebe. Tako da
izjemno varovan podatek. Opredelitev je zdaj za tiste, ki se vsaj malo spoznajo na elektroniko, zelo enostavna. Če imate kvalificirano digitalno potrdilo, lahko preko naše spletne strani dostopate do portala e-uprava. To je edina zbirka, ki omogoča direktno vpis v nacionalni register darovalcev po smrti. Z dvema klikoma pridete na specifičen obrazec, ki ga izpolnite. Obrazec vas vljudno opomni na vse, kaj je treba narediti, in imate možnost se strinjati, soglašati, da želite biti darovalec ali pa temu nasprotovati. Celo mislim, da je ločeno za organe in tkiva. In še ena prednost je, svojo željo lahko kolikorkrat želite spremenite. Ni enkrat fiksirana, lahko je to dinamičen dogodek. Odločili smo se v bistvu za ta mešan tip opredelitve, da lahko izraste voljo za ali voljo proti, ker mislimo, da je v tem momentu to nekje najbolj demokratična odločitev in da ljudje res ne čutijo nobene prisile. Hkrati ponujamo našo spletno stran kot vstopno mesto do tega registra, zaradi tega, ker je ravno na naši spletni strani ogromno preverjenih, zanesljivih, resničnih informacij. In želimo, da se na podlagi teh informacij odločate za ali pa proti.